Letošnji svetovni dan varstva potrošnikov je izpostavil vlogo potrošnika v času digitalizacije. Vseevropska kampanja Pošlji mi pismo želi ponuditi podporo potrošnikom, ki so se znašli v slabšem položaju zaradi enostranske odločitve ponudnika blaga ali storitev, da zagotovi dostopnost dokumentov in računov izključno v elektronski obliki. Na Gospodarski zbornici Slovenije je bila kampanja predstavljena 20. marca 2017. Današnja razprava je pokazala, da je pasti digitalizacije vsekakor veliko. Predvsem gre za to, da se je v bistvu digitalni trg razvil mnogo hitreje, kot smo se osvestili potrošniki, in temu tudi zakonodaja ni z zadostno hitrostjo sledila. Enotni evropski digitalni trg oziroma strategija, ki jo je objavila Evropska komisija, ima za cilj vzpostaviti odstraniti digitalne meje v Evropi, ker naj bi na ta način evropska podjetja, gospodarstvo in pa tudi končni uporabniki lahko učinkovito izkoriščali prednosti, ki jih informacijsko-komunikacijske tehnologije in internet prinašajo. Z temi digitalnimi mejami, ki so v Evropi še vedno prisotne, teh koristi v celoti Evropska unija ne more izkoristiti. Se pravi, to je osnovni cilj. Hkrati pa Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami tudi zelo pozorno spremlja skupino indikatorjev na področju e-vključenosti. Tam se spremlja, kako imajo in do kakšne mere imajo državljani Evropske unije dostop do infrastrukture, ki jim omogoča uporabo interneta, ki jim omogoča uporabo elektronskih storitev, ki jim jih daje na voljo javna uprava oziroma državne uprave in na koncu koncev tudi industrija. Tako da tega problema izključenosti določene skupine prebivalstva iz informacijske družbe, iz tega procesa digitalnega preoblikovanja Evropske unije se zavedamo. Zakonodajni predlogi, ki bi pa na kakršenkoli način upoštevali interese teh skupin prebivalstva, so pa še vedno v inicialni fazi oziroma jih obravnavamo, tako da zaenkrat se ne bi mogel opredeljevati, na kakšen način se bo pa to upoštevalo recimo pri tej tako imenovani prosti izbiri končnih uporabnikov, ali bodo prisiljeni uporabljati samo elektronske načine poslovanja oziroma komunikacije in dostopa do informacij, ali jim bodo na voljo tudi klasični načini. Problem tako imenovane e-vključenosti oziroma izključenosti iz informacijske družbe je star več desetletij. Ta problem se spremlja, stanje na tem področju se izboljšuje, ampak ravno Slovenija, slovenski uporabniki smo v povprečju, podpovprečno digitalno pismeni, imamo pomanjkljive digitalne veščine, zaradi katerih je Slovenija v indikatorjih pri uporabi naprednejših storitev informacijske družbe podpovprečna. Tega se zavedamo, zato pripravljamo, smo že izvajali ukrepe in tudi v prihodnje bomo izvajali ukrepe, da se bo stanje na tem področju izboljšalo. Digitalizacija je povečala izbiro in poenostavila določene storitve, a prinaša tudi pasti in vprašanja, ki se jih mnogi potrošniki ne zavedajo dovolj. Največja verjetnost, kaj se nam lahko zgodi na spletu, je, da nasedemo na neko phishing prevaro, nek goljuf dobi naše geslo, recimo za Google račun, spremeni geslo, da ne moremo dostopati do našega računa, v našem imenu vsem kontaktom pošlje obvestilo, da smo obtičali v tujini, da nujno potrebujemo denar, da ne nakažejo neko večjo vsoto denarja. Potem, ker ima dostop do našega Google računa, dostopa tudi do vseh naših fotografij, aplikacij in mogoče še, ker ima možnost ponastaviti gesla za Facebook in za PayPal, še lahko dostopa potem do našega PayPal računa in na koncu moramo še, bom rekla, naročiti novo kreditno kartico, ker je bila zlorabljena. Ta scenarij, vem, da se ne sliši tako dramatično, ampak je najbolj pogost in tudi mi sami vidimo pri vsakodnevni komunikaciji, da je to najbolj realen scenarij in se tudi vsakodnevno dogaja uporabnikom v Sloveniji. To ni problem Google, problem so naša slaba gesla, bom rekla, zelo lahkomiselno
učimo ravnanje z gesli in se mogoče premalo zavedamo, da če ima nekdo dostop do našega elektronskega predala, recimo do Google računa, ima dostop do zelo raznolikih širokih informacij, zato ker imamo povezane številne račune v Google, imamo tudi mogoče nek osebni arhiv na Driveu, tako da bolj skrbno ravnati, bom rekla, s takom nekimi osnovnimi zadevami, kot je elektronska pošta. Če govorimo o nakupovanju prek spleta, se mi zdi na prvem mestu, da se dobro pozanimajo pred nakupom, ker se morajo zavedati, da po samem nakupu, če nasedajo na neko spletno goljufijo, imajo zelo malo možnosti za ukrepanje, zelo malo manevrskega prostora, kaj lahko storijo. Na prvem mestu ne preverijo trgovca, to pomeni točno, kje se nahaja trgovec, je znotraj Evropske unije, Slovenije, oziroma če se nahaja na Kitajskem v Ameriki, ima zelo malo možnosti za naknadno ukrepanje. Znotraj Evrope nas varuje še vedno ta skupna evropska potrošniška zakonodaja, to pomeni, da imamo možnost vračila blaga, zamenjave, vračila kupnine, velja nam garancija. Če kupimo nek izdelek na Kitajskem, kot potrošnik nismo zaščiteni in nimamo nobenih možnosti ukrepanja, če nam izdelek recimo ni všeč. Torej na prvem mestu preveriti trgovca, kje se nahaja, preveriti domeno. Dostikrat v bistvu je domena bolj zgovorna kot pa neki oglasi na spletni strani. Neko podjetje oglašuje se, da ima 10-letno tradicijo, ugotovimo pa, da je bila domena registrirana pred 2 tednoma, da ni nobenih podatkov o samem registrantu, registrarju, to so v bistvu neki taki podatki, ko kažejo, da lahko gre za neko obliko zlorabe. In pa seveda, da preverimo, kakšen je način plačila, ko vpisujemo številko kreditne kartice, da vedno pogledamo, da je HTTPS povezava, da je oddaja naših podatkov, da je varna in da se pojavi ključavnica oziroma zeleno barvana vrstica. Če teh, bom rekla, pokazateljev varne povezave ni, ne vpisujemo nobenih podatkov, še najmanj pa številko kreditne kartice. Ja, potrošniki imajo seveda največ težav oziroma se na nas obrnejo takrat, ko imajo težave, ki prinašajo določene stroške ali pa težave, recimo ko kupujejo po internetu in imajo potem težave z dostavo izdelka ali pa da pride do njih napačen izdelek. Drugače pa smo se srečevali v preteklosti, kar se digitalnih stvari tiče, še najbolj z težavami z SMS klubi, ko so potrošniki pač izdajali, če tako rečem, svoje telefonske številke za najrazličnejše namene, recimo pridobitev nekih ponavadi brezplačnih storitev ali pa celo izdelkov. Na koncu pa so s tem, bom rekel, se včlanili v SMS klub, pa čeprav tega niso v začetku sploh izrecno potrdili oziroma si niso prebrali pogoje poslovanja in podobno. Tam smo se pravzaprav prvič srečali s to ločnico med analognim in digitalnim svetom, kajti marsikdo je v tak SMS klub prišel tudi s tem, ko je recimo izpolnil neko naročilnico ali pa poslal križanko iz tiskanega medija, kar pomeni, da bi moral praktično iti na internet in prebrati pogoje tam, ker ti na voljo so bili samo tam, pa seveda tega ni naredil, niti ni bil pozoren na to. In jaz mislim, da se je takrat prvič izkazalo, da nismo vsi na internetu, da ne poznamo vsi teh pasti, ki jih prinaša internet in da digitalna ekonomija prinaša tudi slabosti, ne samo prednosti. Poleg varnosti je velik problem na internetu, da je lahko tudi diskriminatoren, in sicer do določenih skupin potrošnikov, do potrošnikov, ki ne znajo uporabljati interneta, ker so recimo starejši, bolni, do tistih, ki nimajo dostopa do interneta, ne po svoji krivdi, pač nimajo internetne povezave tam, kjer stanujejo. Obstajajo pa tudi potrošniki, ki zaradi slabih izkušenj ali pa iz lastnih principov pač ne želijo elektronsko poslovati. In v bistvu tega bi se morali ponudniki blaga in storitev in pa tudi država zavedati, pač, da obstajajo take skupine potrošnikov, ki bi jim pač v svetu, kakršnem smo, mnogoterih možnosti, ne smeli krčiti pravic do obveščenosti, temveč dopuščati pravico do izbire. Starejši se znajdejo zelo različno, oziroma znajdemo se zelo različno, kot sem že prej rekla, je pač ugotavljam, da so najmanj 3 generacije tudi med starejšimi, to se pravi, da ni za gledati na vse enako. So različno izobraženi, so delali v različnih službah in sabo prinašajo pač tisto svoje znanje ali pa neznanje, oziroma če nekdo delal za tekočim trakom, tudi danes, tudi mlajši po moje ne zna kaj dosti se z računalništvom ukvarjati. Tako da pač nekateri uporabljajo brez problemov, drugim je treba pomagati, kot tudi mi mislimo, treba jih izobraževati in mi se trudimo v tem smislu, da bi čim več jim omogočali, dejansko pa tukaj problem vedno sredstev. Na nivoju države smo vpeti v neke zakone, sredstva, strategije,
kjer se prav starejšim v bistvu najmanj namenja. Ne. In za izobraževanje, in za upremljanje, in za dostope do interneta. Sploh je problem nekje na deželi. Velika mesta, recimo Ljubljana je na tem področju verjetno vodi v Sloveniji, ni problem brezplačnih tečajev, čeprav to seveda ni zadosta. Mogli bi biti, če potem, ko človek doma uporablja, če ima internet, če ima računalnik, rab še tisto konkretno pomoč, ko se mu zatakne. Tukaj pa mislim, da tudi še ni zadost narejenega. Kako pa se digitalizaciji prilagajajo poštne storitve? Pošta dejansko sebe danes percipira kot logistično in IT podjetje. Zavedamo se substitucije, to so trendi, ki so v Evropi vse prisotni, od skandinavskih držav, kjer je substitucija najmočnejša, do bom rekel tudi zelo poštno razvitih operaterjev v Evropi, kjer dejansko pisemske pošiljke še vedno rastejo. Pošta spremlja razvoj digitalizacije, precej smo investirali v preteklosti in definitivno smo pripravljeni na digitalizacijo. Obenem pa ni skrivnost, da večino prihodkov danes ustvarimo na pisemskem področju in sodelovanje v taki inicijativi, kot je Pošlji mi pismo, ki je del Keep Me Posted inicijative v Evropi, pač računamo, da bomo določene trende vsaj ublažili. Ljudje še pišejo pisma. Danes sem že povedal, Slovenijo so turisti na novo odkrili. Precej turistov pošilja razglednice, lani smo v enem dnevu našteli 7000 razglednic dnevno. Še ljudje pišejo, obstaja tudi precej iniciativ na to temo, ker ljudje dejansko še vedno želijo biti v stiku preko pisne komunikacije. V pošti to podpiramo, v pošti tudi skupaj z Ministrstvom za šolstvo pozivamo osnovne šole. Lansko leto je dijakinja oziroma učenka osnovne šole Draga Tuš prejela 3. nagrado v svetovnem merilu za pismo, ki ga je poslala na Svetovno poštno zvezo. Mi smo ga v Sloveniji izbrali in med skoraj 900 000 pismi v svetovnem merilu je bila izbrana kot 3. nagrajena. V praksi se namreč dogaja, da ponudniki blaga in storitev celo za klasičen način obveščanja želijo dodatno zaračunati, kar je seveda nedopustno. In zato se kampanja tudi pač zavzema, torej za brezplačno izbiro, za pravico do izbire, po drugi strani pa tudi osvešča potrošnike o vseh pasteh, da se zavejo, da so v bistvu njihovi osebni podatki osebni kapital, s katerim pač v današnjem digitalnem svetu operirajo.